bil sem rad prijem gor na hrib, pač da vidim sončni zahod ali pa kakšen razgled, tako, če ne vem, če ravno mi ne bi povečano. Če delaš nekaj, kar ti je všeč, pol ni panike to delati vsak dan, ne. So bili domači hribi, ne, tako pa sem si mislil, ja, kaj bojo zdaj eni tam z neke Ljubljane, bojo tle prišli, bojo bili bolj hitri tle na moji hribi in potem sem tam zašprintal in pol po neki tajta me je itak zabilo, ne. Tako na zahor sem imel neke zlizane čevlje in je bilo lik blatno in še nekaj snežilo na vrhu in pole se mi dršelo previč, tako da pol mi ni šlo tisto. Za gor dol sem se šel pa prejšnji dan, pol smo se šli kupiti nove čevlje tam in pole sem imel kar prijemno, tako da tisto mi je bilo super. Spoštovane, drage dame in dragi gospodje, dobro večer, dobro dan. Dobro jutro, kadarkoli to poslušate sredi veselega decembra, se vem, konec sezone, nimate časa razmišljati o teku, lahko pa o njem poslušate ali pa se ogledate tale podcast na YouTubeu. Če še nimate majčke, si danes že tekla, lahko si jo za božička še naročite. Tako, zdaj gremo pa k mojemu gostu. Čakajte, mlad je kljukca, ja, hiter je zelo, ko strela kljukca. Je presenečenje lanske sezone kljukca, je presenečenje letošnje sezone, tako pišejo po medijih tudi kljukca, gorski tekač, trail tekač, pa še kje bi se našlo. Pa študent, ja, seveda. Primorci v Ljubljani, živijo, dobro večer, Tine Žižmant. Kako si, Tine? Ja, v redu, malo premalo tečem in malo preveč ravno je tlele, ja, v redu. Zakaj premalo tečeš? Ja, zato, ker je preravno, ne? Se ne splača, ne? Vse imaš, čakaj, kaj pa grad, pa Golovc, pa Urh, pa... Ja, tisto ni nec, tisto je bolj tako, ni lih, ne? Zdaj, čez teden si ti v Ljubljani pač kuhan in pečen, ni druge, ja? Ja. Hribi. Kaj študiraš? Geologija. Montanistika. Na Aškarčevi, še tam faks? Ja. Zelo, evo, sem vedel, da je zanimivega padal, ko je v začetku, kako pa, da si se odločil, evo, zanimivo. Ja, vse je kar povezano s hribi, ne, tako, pač, ko tečeš tako v hribih, pol lahko prepoznavaš tako nekakšne strukture, ali pa ko je nastalo, ali pa tako, pol tudi gledam, kaj kamne, tako, ja. Tako da mi je kar zanimivo, no, razumeti, ko je nastalo, pač, ko so nastali hribi, tako, ja. Znaš, ne vem, če greš nekam v hrib ali pa kakšno novo goro, že gledaš, kaj za ena skala, kaj za en konglomerat, kaj za en... Ja, saj to zmeri. Saj to je pol problem, ki me zaustavlja, pol niti ne morem kaj dosti teči, zato ker moram gledati v kamne, ja. To zna biti nevarno za kakšne tekme, če nisem že prej bil, ne, ko je bilo to v Španiji, pol je problem, ne, ker bi mogel, malo sem pogledal, sem pričemal, bi mogel prej že iti pogledat, ne. Da se ne bi na tekmi poj motil še s tem, ja, seveda, ja. Zdaj imaš lahko izgovor, ja. Da si vsaj 20 mesec izgubil zaradi tega, ker sem tako zanimivi kamni. A imaš kakšen najljubši kamen, kakšen najljubši kristal, kaj tazga? Ja, kakšne metamorfne kamnine, ne, hematit recimo nastane z delnim taljenjem, ke nastajajo recimo horsa, ne, to je kar zanimiv tak kamen, ja. Ali pa kakšen eklohit. Mislim, ne vem, kaj, pojma nimam, o čem govoriš, a imaš kakšen primer, a imaš zbirko, zbiraš tudi tem, imaš te primerke tudi? Ja. Imaš. Nosim, ja, da se rukzakom. Kako, mislim, to te potegna že od mladih nog, to me res zanima, no, ker ne poznam veliko geologov, sploh ne študentov geologije, pa me res zanima, kje je tebi ljubezen recimo do kamnov, to imaš že kot otrok, ali si videl kakšen prelomni dogodek? Ma ne, nadzmeri, ne vem, me je tako zanimalo, ker saj še zdaj ne vejo točno pojasniti, ne, ko je kaj nastalo, pač, tako me zanima, no, pač, ne vem, neke oblike pojasniti, ne, recimo, ko jih vidiš, zakaj je točno take oblike, ne, pač, ja. So pa v to ful zapleteni procesi, pol je to tako težko, ni nekih pravilic, ni neka fizika, ki bi lahko naredil eksperiment in to je to, ne. Posebej, ker nimaš dosti časa, da bi kakšno stvar pustil milijone let, pa jo opazoval, recimo. Si bil že na Islandiji mogoče? Nisem še bil, bilo pa zanimivo iti, ja.
To bi bilo raj za geologe. Mi smo naredili par izletov tam po maratonu in šli na ta Atlantski jarek pogledati, ker se tektonske plošče lezejo narazen, fascinantno, da rečeš, da tam nastaja pač nova zemlja, pravzaprav in da se tam lomita pač Atlantska, Ameriška, res nore stvari, no, pa sem jaz res laik, no ti bi po mojem tam iz tistega naredil nove stvari. In rad hodiš, recimo, ne vem, ali pa kakšne hrvaške otoke, ker je tudi veliko po kamenju teh trailov, ali pa kam drugam. Ma ne vem, njih otoki, tako morje, če so hribi zraven, ja, ne, ma če ni hribov brez veze, ne vem. Tako, bi jaz rad prijem gor na hrib, pač da vidim sončni zahod ali pa kakšen razgled, tako, če ne, ne vem, če ravno me ne bi vreče, ne. Madeira, evo, je hribovita, zelo, še nekaj, še en otok zate, pa tudi tako zanimivo. No. Saj sigurno, a mislim, si uspel že kaj potovati v svoji karieri, razen pač tekmovalno v zadnjih letih? Ne, nisem kaj dosti prav za tekme, ne. Pa te mika, mislim, te potovanja najbrž te vleče po svetu. Ja, itak bi bilo zanimivo, ja, če več vedeti, ne. Ja. In kaj nalašča, ne, je naslednjo evropsko prvenstvo v off-road tekih v Kamenku na veliki. Je dobro, vse je tudi zanimivo. No, zakaj se danes dobila, Tine, tudi zaradi tega, ker si bil okronan ne dolgo nazaj za najboljšega trail tekača v Sloveniji, a ne, pri borih 20 letih. Mislim, to je vse stare mačke si pustil za sabo, si bil tudi prvi v pokalu gorskih tekov, tam je bilo cel kup kategorije, sem gledal tiste nagrade, nič mi ni bilo jasno. Tudi zaradi tega si moj gost, ker si bil tule že omenjen. Venčeslav Japelj ti je zelo z spoštovanjem omenjal Tadej Srdinšek še bolj, ko je dejal, da je že menil, da bo lahko zmagal v pokalu, pa je kar nekje prišel Tine Žižmont in te šanse ni bilo več. No in jaz sem menil, da je prav, da te predstavil malo slovenski javnosti, iz kje si sicer, no? Prej sem govorila, pa sam povej. Ja, iz Okana sem, no, tako da moj domač hrib je Sabotin, Škabrjo, no, Sabotin še najbolj, ja. Tam si born and raised, tam si zrasel gor in kdo ti je pa privzgojil ljubezen do hribov, recimo, kdo drug si sam začel? Ma ja, najbolj nonoti, no, tako oni so najbolj hodili v hribe in pa verjetno po njih imam to, je. Ja. Ma ja, saj ni težko, no, dobiti neko ljubezen do hribov, no, saj verjetno kogarkoli bi dal tam neke južne bohinjce, pa ne vem, na Sabotin, ker je sončni zahod, saj je težko biti razočaran, no. To si tako povedal, kot da imel najmanj že 40 let ogromne izkušnje za sabo. Zakaj sem to rekel? Ker ne poznam, mislim, jaz sem najstnik, je malo mlajši od tebe, a ne pa, ko so bili otroci, sem jih še prepričal v hribe, pa so te kar malo to opustili. Ne poznam veliko 20-letnikov, ki bi tako zavzeto doživeto govorili o sončnih zahodih v hribih. No, mislim, imaš družbo, recimo svoje vrstnike, ki tudi zahajajo gor, tečejo morda v hrib in podobno? Ja, ne prav dosti, imam kakšne, ja, gremo tako skupaj, ki teč, ja. Mislim, ampak skupaj, ki teč, ne brž pomeni, da kaj, da ti jih moraš počakati pol na vrh. No, ne, saj jaz ne grem niti tako hitro, pač saj, nisem tako hiter, saj gremo počasi, kaj. Ni taka panika. No, zdaj to si skromno povedal, ampak ok. Rekel si prej, da premalo tečeš, ja, poravnam ti ne paše. Kako si potem recimo organiziraš teden, ko si na študiju v Ljubljani, čez vikend se vrneš domov, kako si potem tekaško to organiziraš? Ma ne, se grem kakšen dan tudi vmes domov, pa grem na Sabotin in pa drugi dan nazaj gor, ne, ali pa kakšna taka reči, ja, to, ali pa kakšna šmarna, ne, šmarna vredi tudi nekaj pšenicov, tako, ja. Če ne pa, ja, pol pravim zbasati vse za vikend, ja. Te kolesarjenje, tek, vse, kar se da, no. Ampak zdaj zate je v bistvu konec sezone, moče priprava za naslednjo, v katerem delu si tekaškega leta? Ja, zdaj je nekako konec sezone, ja, oziroma začetek že naslednje, tako, mislim, začnem zdaj počasi malo bolj za naslednje leto, ja. Zdaj, itak vse zanima, ne, tvoje ime so slišali posebej zadnjič, tisti, ki so spremljali po Delitu, tisti, ki so malčkem bolj v gorskem trail teku, ja, te že poznajo. Zdaj,
mladeniča s košato frizuro, ki čusti vse za sabo, ja, pa morda ne poznajo tako dobro, ti si vendarle nisi, tečeš kaj, 2 leti pravzaprav, ali kako? Ma ne, tečem že več cajta, samo pač 2 leti sem v tem, kaj, ko se reče, pokal Slovenija, to, ne. Prej si pa ampak prej si tekel, kaj, si tudi tekmoval, si bolj tekel, ne vem, kakšnih Um, srednješolskih selekcijah, karkoli drugega. Ja, tako v bistvu, pač začel sem prav z atletiko. Vse mi je bilo všeč, ma pač pol sem zmeraj gledal tam stadion, tam Sabotin se vidi. In pa se mi je zdelo zmeraj tako neumno, reč bi šel na Sabotin in pol sem počasi začel hoditi na Sabotin. Pač tako, pol sem pač tam kombiniral tiste naše hribe, malo tekel in hodil in ja, 1 leto sem šel mes kolesaru. In pol je, ne vem, kaj, prva tekma je bil tek 3 vrhov. Tam ena Škaber, Sveto Horo, Sabotin. In To je pol november, to je november, je tako. ja, Ja. tako je. Pol tisto me je kar navdušilo, no, in pol pač, ja, tako. V katerem klubu si treniral? Atletski klub Gorica, verjetno, ali kaj je tisto. Ja, no, bil si v klubu in Ja. kaj je rekel tvoj trener, kako si začel uhajati iz tartana, rajš v hrib? Ma ne, vse tisto so bile take bolj skupinske vadbe, tisto Aha, ni ok. bilo, ja, tako da. Katera disciplina je bila tvoja ali pa ti je bila všeč na stezi, ti je moče šla ali Ma, neč v bistvu, no, neč posebej, no, res tam, ne vem, neč mi nahrade tam na stadion. se pravi, ampak ne, meril si se pa kaj, 800 tisoč 500, kaj takega ali kakšne Ma ne, krajše? tu vse mešano, tam kar je prišlo, ne, to je taka skupinska, tiste vadbe, neč kaj, ja, Vse razen meta, diska, ne to pa. je, edino to, ne, ja. Rekel si potem 1 leto si preživel na kolesu, kako to, no, kaj te je pa potegnilo Um, na kolo? ja, v bistvu je pol je bilo 1 leto, kaj je bila korona, ko sem skoraj vsak dan hodil na Sabatin, in kar je bilo v bistvu ful neumno, ne, ker pol sem začela boleti kolena, ker so zmeraj isti hibi, ne bili, verjetno zato, ne. In pol sem se odločil, da bom pač 1 leto, sem mi je bilo tudi ful všeč kolesarjenje, in pol sem se pač odločil, da bom 1 leto bolj kolesaril, ne, da ne bom zdaj si kolena tam uničil. In ja, bilo tudi mi ful všeč, no, saj tudi zdaj še zmeraj brez kola težko, no, še zmeraj kolesarjem, kolikor še da, no. Ampak kot del treninga, kot sprostitev, kot kaj? Ma ne vem, saj tudi tečem, ne, glih neki. Jaz ne rečem, da treniram, jaz pač grem tako malo teči, pa kolesariti, zdaj, no. Mogoče bom mogel naslednje leto kaj se lotiti prav tako trenirati, ali pa kaj teči po ravnem, ne. Ne, zakaj se reživa? Ne? Zato, ker govorim z najtrelj tekačem leta, ki pravi, da malo teče, malo kolesarim. Moče bi pa lahko začel trenirati, a ne? Že letos si jih puščal v prahu svojih copat, ampak mislim, koliko pa treniraš? No, zato, da bova čist poštena, a ne? Da tisti, ki to poslušajo, pa rečejo, a ne? Ta človek se sigurno laže, gotovo trenira kot žival, ampak evo, čisto pošteno povej vsem tistim, ki jih zdaj zanima, kako ti ne Žižmond pa ne vem, preživi pripravo na sezono, oziroma takrat, ko največ treniraš, kaj počneš, koliko počneš na teden. Tako. Ko največ, ne vem, kakšnih 20-25 ur, kaj takega verjetno, 25, ne vem. Na Ma to je teden. bolj poleti večinoma so take, ne, ki so dolgi dnevi. Ja, ne vem, meni je najlepše tako iti, ne vem, pač zjutraj, pač ko vstanem, da se grem v hribe, recimo tam kakšna Avstrija, ne vem, in pol pač cel dan tam sem v hribih in pol, ko sem čez zahod, pridem nazaj, ne, to mi je najbolj tako, najbolj všeč, no, ne vem, to so taki, takrat naredim največ ur, no, kakšen tak teden, da sem v kakšni Avstriji, v kakšnih hribih ali pa tako. Ali pa po kakšnih južnih bohincih, ne vem, tam Črna prst, pol čez Vohu in vrh nad Škrbino dol, in pol Bohinj. Kakšne take stvari, no. Ja. To je že kar lep izletek, no, za katerega se moraš. Kaj vzameš s sabo, ko greš na tak pohod, oziroma tak tek, tekočino, hrano? Ja, mislim, vodo vzamem, pač se itak zmeraj zmanjka, ker itak ni nobene vode, ne, v naših hribih, ki so za plenca. Ja, mislim, za jesti, pač ja, neke tam tablice, ja. Pa beležiš vse svoje kilometre, pa višince, pa trase, pa ne vem, srčne utripe, to imaš. Ja, beleži.
mislim, Zapisujem analiziraš, tudi, ja. zapisuješ, ampak mislim, nisi pa na Stravi ali pa na kakšnem javni platformi. Ja, tudi stravo imam, ja. In, Samo in se ne kličem Tine Žižman, se bom malo vratno, ja, spremenil. zdaj si slaven in popularen, in zdaj vsi gledajo, zdaj vse zanima, kaj počneš. In zdaj se moraš preveniti od Tine Žižmonta, zraven da ti un pokalček, pa vse tako državne naslove upisati. pa tako naprej. Mogoče veš iz glave, ne vem, koliko si v letošnji sezoni doslej naredil višincev kilometrov. Ja, sem jih gledal. Letos ne vem, nekih 200, malo več kot 200 tisoč višincev, tek, ne. In zdaj skupaj tekem kolesarjenja ur, pa nekje 800 sem zdaj, tako da enih 840, kaj takega letos. Pa imamo še nekaj 3 tedne do konca, no pa bo, ja. 850, 860 računam, to se pravi, to sta 2 uri pa pol na dan, poprečno. Ja, ma saj ta statistika, to je tako, ne vem. Saj tako en dan naredim lahko 8 ur in pol drugi dan naredim 50 minut, tako da je tako. Si pa aktiven vsak dan, mislim, probaš tak nekaj narediti, a imaš tudi mislim, dneve, ko pač ničesar ne počneš. Ja, tisti dnevi, ki nič ne počnem, so prisilni, ne. Zato, ker, ne vem, jaz hočem iti vsak dan, ja, kaj ven, tako, ja. Ampak recimo prisilni v smislu, da počivaš po kakšni tekmi ali da se pripravljaš Ja, na tako, tekmo. ali pa kakšen faks, ali pa kakšne take stvari, ja, ali pa, ne vem, dež, ja. A dež ti ne ustreza? Ma ne, se grem tudi po dežju, samo ne moreš iti glih, greš 1 uro, ne, pol več ne, ne. Ne Ali greš pa 8 ur, ja, točno. kolesarji tudi se ne da hit, ne. Ja. Zdaj praviš, ja, beležiš vse skupaj, imaš kakšnega trenerja, vem, da si kakega te papež si tam kot njihov član, ampak ali tudi imaš kakšno strokovno podporo to zadevno? Prav trenerja, ne, se pa slišim vsakem toliko z Edvinom Kosoveljem in me pač tako malo usmerja, tako da, ja, je fajn. Ti malo pove, kaj moraš počenjati, ali ti kaj konkretno daje kakšne plane? Ja, mislim, kakšenkrat imamo tudi kakšne te treninge, prav, kao, bolj malo, ma pač, tako, to imamo in če ne, bolj tako, ja, neki ne vem, kakšne usmeritve, pač, ne vem, v kakšnem delu sezone, kaj delati, ali pa tako, ja. Mislim, pa ti to zadošča, znaš sam potem znotraj tega si organizirati, bom rekel, zadeve, pa kakšne intervale oziroma v hrib, kakšne tempe in tako naprej. Ja, mislim, dobro, interval jaz itak ne vem, nekaj dosti delam, pa če zraven tako malo mi je v redu, ja, ker če ne itak, to sem imel, recimo, ko sem še kolesaril, sem imel pač prav tako napisano, ne, tisto tabelico, koliko ur in to. Ma itak nikoli se ni šlo, ker pač piše, ne vem, da bi pisalo tam 2 uri in če je nek lep dan in da imam fraj, itak bom šel več kot 2 uri, ne. Pač kaj, lahko piše tam kar če, ne. Tako da mi je kar ustreza, tako ko je super. Ko pa 2 sezoni zapored narediš tisto, kar si ti naredil, a ne, pa si na vseh teh podijumih, pa na koncu leta najbolj nagrajen, pa sigurno pride kdo do tebe pa reče: Žižmont, iz tebe bomo naredili prvaka, ali pa kaj takega, kakšno ponudbo dobiš, da bi te kdo treniral, ali pa ti, ne vem, morda selektor reprezentance, ki reče kdo drug, ali pač ne. Ma ne, niti ne, mislim, ja, no, zdaj se bom lotil neke te vaje za moč, pa tu kakšno ravnino verjetno, zato ker ta evropsko bo bolj tako, ne, bolj ravno, ne bo kakšna hriba grozna. Tako da to bom verjetno jaz za naslednje leto malo bolj sistematično treniral oziroma, ja. Kaj pa recimo, evo, tvoji domači, pa brat, pa starši, pa tako naprej, pravijo o tvojem ukvarjanju s tekom, ki kar prinaša, v reku, neke pločevine pa medalj domov. Ja, ja. Ma ja, saj, ne vem, malo jim gre že na živce, ne, ko pol cel cajt hočem tam te hribe, ne, no, saj gremo skupaj in tako, tudi z bratom kaj teč in, ja. Ne vem, važno je, da se gre v hribe, ne, tako da pol itak, če vsem želja iti v hribe, pol niti ni tak problem, no. Pa ste hodili tudi, rekel, starši s to tvojo primarno družino, ne samo z nono, ti tudi v hribe po Sloveniji? Ja. Na na katerem hribu, poleg teh tvojih domačih, morda ki v Alpah, si bil največkrat? Ja, mislim, moj najboljši hrib je tam Vrhmačka Bina, to so ta južna bohinjska horstva, ne, tista varija, ki je.
No, in tam je še najbolj tako prščrco, ne, tako od naših hribov. Mi je ful všeč, ja. Ste zalutali tudi kdaj v Karavanke, po Kamniško-Savinjske Alpe, morda pa Koroške hribe? A ja, najbolj, če ne, ne, tam niti ne toliko, no, mislim, ja, ker banke, tisto holica, tam, ja. Ma, če ne, najbolj, ne vem, tam v Italiji imamo blizu, ni, Cremona tam, in če ne, Avstrija, no, Avstrija mi je pa najbolj všeč, tam, ne vem, Lienz, Matrej, tam Ostirol, so res vrhunski hribi, ne, ker dobiš tako 3000 tako, koneč, pač tam, vsak drugi hrib je 3000 in lahko reš gor na 3000 v enem dnevu, tako koneč, pač, to je super, ne. Je dejal, 3000 čake, eni hodijo 3 dni na enega, ti hodiš na 3. Tvoja najvišja gora, evo, ajde, če so pri gorah. Mm, no, ni neki, ne vem kaj je, Ankogel, 3200 neki, ni, nisem bil še v bistvu nikjer, ne. Glos Glockner moraš še narediti, pa pol moraš iti v Švico še malo. Ja. To najbrž imaš na kakšnih bucket listi, pa Mont Blanc. Ja, ja, bi kar šel, ja, kakšne take. No, ampak da mi reče za 3200, a to je že kaj bolj zahtevno, ali to je pač pohodništvo kot tako, bi rekel, hribolazenje. Ne, mislim, tek, no, pač, ja, a ni nič kaj tazga, kaj, ko, mislim, dobro, a ni, nič posebnega, no. Mislim, najbrž kaj pa recimo skalce, pa tehnično zahtevni, recimo tereni, ki jih imaš pri nas v Julicih, kar jih češa, ne, pa klini, pa lojtre, pa tako naprej, to ti je domače. Ja, meni je bolj kot tehnično, bolj mi je všeč, no, ja, etak. Tudi, ja, pač bolj zanimivo je, ne, bolj pač moraš gledati malo bolj pod noge, ja. Se pravi, kakšno slovensko planinsko pot bi opravil tako mogoče za mal daljši trening, jaz sem se zdaj pohecal, ker je slovenski rekord skoraj en teden, ampak recimo, ja, če bi kasneje špol, ja, enkrat. Ne vem, pojma nimam. To je, da obnoviva čaki 600 km, 40 tisoč višincev, rekord, mislim, da drži še vedno Marjan Zupančič z nekimi 6 dnevi pa 12 urami, tako, če za orientacijo pol. Aha. Kaj ti ne bo več dal hoditi po svetovnih prvenstvih, pa bo že malo starejši, tam v 30-ih. Tako da boš. To je recimo tak izziv, ja. To je tak izziv, da si ga lahko postaviš. No, ampak, dajva reči, greva nazaj. 23 si bil na trailu 3 vrhov, ne, tam lepo prvs. In to ti je bilo toliko všeč, da si potem, kaj, sezono 24 rekel, da gre pa še na kakšnega. Ma ne, se to je bilo še prej, to je bilo, no, vem koliko, 2 leti prej ali 3. Ja, dobro. Ja, ne, pol me je potem kontaktiral Edwin, ki je bil tudi tam na tistem tega treh vrhov in pol, ja, itak sem bil za, da bi šel v reprezentanco in pol sem šel na tiste izbirno, ne, tam, ko je bila na Škabrelu. In pol sem šel še ta pokal Slovenije, se je bilo zanimivo, ja. Mislim, najbolj mi je pa všeč tam, ne vem, Podbrdo, ne, kakšna maraton 4 občin, tam Črna prst, tam je super, ne. Peklensko je, ti durnik, nesrečni, ampak tebi bo kar všeč, vendar si letos zmagal, pa nazaj na lansko sezono, se pravi, lansko leto si bil še mladinec, je tako in si, kot vem, še nastopal na Evropskem prvenstvu za U20, za mladince. Ja, tako ja. Je bilo, izvoli. Ja, malo je bilo tako, ne, kratko, ne. Če ne je bilo pa dobra izkušnja, ne, tako super, ja, zdaj pogledati, odlično, ja, pač. Če ne pa malo kratko mi je bilo, ja. To ste imeli, če sem prav videl, ste imeli gor, pa gor dol, pa vse je bilo tam okrog, kaj, 5 km ali nekaj takega. Ja, nekaj takega, ja. Ja, tisti gor dol mi je bil bolj všeč, zato ker sem si šel, oziroma tako, no, za gor sem imel neke zlizane čevlje in je bilo glih blatno in še nekaj snežilo na vrhu in pol se mi je dršelo preveč, tako da pol mi ni šlo tisto. Za gor dol sem si šel pa prejšnji dan, pol smo se šli kupiti nove čevlje tam in pol sem imel kar prijemno, tako da tisto mi je bilo super. A te je kaj užulilo, ko si bil nove čevlje, ker vendar je novi so še malo trdi, ali ne? Ne, sem imel isti model, kot sem imel zmeraj, tako da ni problem. V čem pa tečeš, evo, zdaj to vse zanima. Ma ja, kar je, se ne vem, nisem še probal vse, pač do zdaj sem imel Salomon ali pa zdaj na novo imam Normal, ne vem, bi moral probati, če kaj, ne vem. Zdaj mi povej, a ne,
zdaj, a je kdo v družini imel že talent za tek, za vzdržljivost in tako naprej, iz kje to črpaš, te kdo vzel v roke, te poslal na kakšno testiranje, ker mal tekat pa biti po eni, dveh tekmah že zrel za reprezentanco, kljub temu in med mladinci ali pa med člani, ni ravno pogost pojav, no, tako, evo, recimo, da Kosovel, ki je, bom rekel, več generacij tekačev spravil skozi svoje roke, je verjetno kakšno oceno podal, ali kako. Ma ne vem, večinoma, mislim, navajeni smo tako, da se gre v hribe, če pač je lepo vreme, ne. Tako da pole je to kot neka navada, ne. Ni to neki trening ali pa neko ciljno, ne vem kaj, neka ciljna dejavnost, da bi šel teč zato, da bi pol na neki tekmi. Saj to verjetno še zmeraj se mi zdi, no, da to še zmeraj se mi zdi, da to ne deluje glih tako, zato ker če bi jaz, ne vem, da bi vsak dan, da bi vstal in si razmišljal, ja, kako bi zdaj se natreniral, da bi zmagal neko tekmo, ne vem, če bi to delovalo. Jaz se zbudim in razmišljam, kam bi šel, da bi se imel čim lepše, ne. Verjetno je to, ne vem, zaenkrat se mi zdi, da je to glavno, no, da pač, če delaš nekaj, kar ti je všeč, pol ni panike to delati vsak dan, ne. Z veseljem pač delam to, ne, tako da. Ampak vse, boš rekel, mislim, ko si šel na tekmo, pa na Škabrija, ki si dobil izbirno, mislim, a te je presenetilo, no? Mislim, nisi bil, Ja, mogoče ja. scene poznal, ti prideš pa porazaš vse, ki trenirajo leta in leta, da bodo zasijali. Ja, ja, me je presenetilo, ja. Tako, jaz sem šel tam nekaj malo teč in, mi je bilo kar, presenečenje, ja. Mislim, da si vse premagal in si rekel, fantje, mislim, kaj zdaj to, a ne, mislim, jaz sem prišel malo, a ne morete, ali kaj, mislim, kaj se ti tam dogaja, mogoče lahko pišeš, no, če se kaj spomniš, kako je vse skupaj delovalo, kakšno taktiko si ubral, ali si šel takoj na vse ali nič, ali si malo stale gledal, si rekel, kaj se zdaj tle dogaja, kje pa ste. Ne, ja, na tisti na Škabrjel, to je bila prva taka moja tekma, tako, s konkurenco, ne, tako. In pol sem pač, na začetku sem šel do konca, ne, sem mislil, to je neki šprint, ne, itak, če je tako kratko, to se šprinta in pol na začetku sem tam zašprintal. In tudi tako, ne, so bili domači hribi, ne, tako pa sem si mislil, ja, kaj bojo zdaj eni tam z neke Ljubljane, bojo tule prišli, bojo bili bolj hitri tule na moji hribi in pol sem tam zašprintal in pol po neki tajta me je itak zabilo, ne, tam, ko se je startal hrib in pol me je že dohitel Timotej in pol je itak, pol je pol je me je zabilo, ne, pač, ja. Tako sem šel na vse ali nič, ja, kaj pa. Na koncu, kateri si bil na koncu, absolutno. Ja, ne, je bilo za člane, smo imeli 3 kroge, mi smo imeli samo enega, tako da pač pol sem med mladinci sem bil prvi, samo pač člani pa itak, Timotej je bil bolj hiter, ne. Že v prvem krogu, ne. Ok, tam si se nekaj naučil, no, pol si šel, si imel še kakšno tekmo potem do Evropskega prvenstva? Ja, sigurno, saj to je bilo tisto ja, verjetno, da ja, ne. Kaj je Se bilo, spo- ne vem, oni Sveti Primož, a kaj je verjetno pol še, No, tam si potem, a si hodil na te tekme zato, da si malo, ker te je zanimalo, a ne, kako si dober, da si se pripravljal, da si malo tudi s konkurenco pogledal, kdo je bil takrat še recimo ja. povabljen v reprezentanco, se spomniš morda lansko leto? Med mladinci, ja, Jaka Marinko je bil, ne. Mhm. Ne vem, bi moral povedati. Zdaj, to je že davno, to je že preteklost, to se je že zgodilo takrat, no, ampak vseeno, ne, tako, ko zmagaš, a si že prej vedel, da je to izbirna tekma, recimo, si vedel, da moraš, ne vem, priti med koliko si bilo reprezentantov, 3 ali več. Ja, verjetno neki 3, 4, ja. Si vedel, mislim, si vedel, ko si prišel v cilj? Ja, mislim, itak nisem vedel nič, pač jaz sem šel samo tam teč, pač nisem vedel, da je katero mesto moraš biti ali kaj, A ja, ne nisi, vem. zdaj te ni, ti recimo Edvin ali pa kdo drug ni podučil, da pač recimo, če boš pa res dober, pa lahko prideš pa še na kakšno resno tekmo. Ja, verjetno so rekli, samo jaz kaj, ne vem. Ne vem, itak sem mislil, kaj bom tam. Nisem vedel, pač koliko hiter bom, ne vem, kaj sem si mislil. Ampak, ko si bil v cilju, pa takrat si ti je bilo pa jasno, da to zna biti kar dobro, ali kako. Ja. Ja, ja. Tisto evropsko je bilo lansko, kje v Franciji, če se ne motim. Ja, ne si, ja.
Kakšni so spomini, da mi malo piš, mislim, vem, da je gorski tek, pač ni ravno, ne vem, stadionska atletika, ne, ampak vseeno je pa prvenstvo, ker je bilo na kupu kar veliko tujih odličnih tekačev. Kako si tisto doživel, no, tako? Ja, zanimivo je bilo videti, ne, kakšne hitrosti so, ne, tako, kar tako nepredstavljivo prej, ne, nisem mislil. Ja, no, najbolj zanimivo je bilo pa, ko je začelo snežiti, ker to je bilo, kaj je bilo, maja, ne, konc maja in potem je začelo snežiti tam na koncu onega vertikala, tako, tisto mi je najbolj ostalo v spominu, najbolj zanimivo. Ja, Vi ste bili oblečeni seveda v kratkih hlačkah in majicah, tam je pa. ja, in tam smo smržali, malo. Kako so se ti zdeli ti francoski hribi tam, no, recimo v Je bilo primerjavi? super, super, kaj, tam je odlično. Ja, za te kolikor češ tam, sigurno, ja. Mislim, v primerjavi z našimi, kaj je največja razlika, recimo s tem, francoskih hribov ne poznam, ampak me tako zanima, kot geolog, kot hribovec, ki odkriva nove hribe, kaj je najbolj drugačnega? Kaj, prav tisti hribi nad Anesijem ali? Recimo, ali pa francoski hribi, kjer si bil, pa z našimi slovenskimi, če Ja. primerjaš, tako, ja, po tvojih besedah. Ja, dobro, v naših hribih itak, ne vem, kaj iz geološkega vidika, metamorfne kamnine, mahmatke so samo tam en del Karavank in Pohorje, ne. Zdaj, tam je pa tega dosti več, ne, dobiš take, tudi dosti bolj take zanimive kamnine, ne, kakšne eksotične in tako. Zdaj, tam nad Anesijem je pa že, ker v bistvu Alpe so sestavljene, prvo je ta južni del, ki je apnenčast, pol je periadriatski šiv, ne, ta centralni del Alp, ki so metamorfizirane, pol je spet severni del, ki je spet sedimentno, ne, in v bistvu tam Anesija že na tem severnem delu, tako da v bistvu že spet sedimentne kamnine, tako da v bistvu ni toliko drugače kot pri nas, no, ni neke grozne razlike tam prav v Anesiju, če ne pa francoski hribi, tako tam Alpe, ne vem, tam Beaufort ali pa tam so pa prav drugačni, ja, dobiš zanimive kamnine in dosti višji so in dosti večji so in ja. Ker razlagaš o kamninah, imate na faksu potem tudi kakšno ekskurzijo v kakšne hribovja, kjer raziskujete nove kamnine? Ja, lani kaj je bila, Begunjščica, ne vem, zdaj pa kakšen ta letos ledenik, tam Pastirce, tam pod Vrozloknerjem, ja. Take reči. Pa so tvoji sošolci zraven tako navdušeni nad hribolazenjem kot ti, ali je tu kakšen tudi malo manj? Ma ne, večinoma so kar, saj itak tam, ko prideš v hribe, se itak vsem lepo, so kar navdušeni, ja. Pa, kako so kaj recimo komentirali, ko si začel ali pa zdaj, ko si tekač, ko si eden boljših tekačev gorskih v Sloveniji, ali vejo, da si gams? Ne vem, pojma nimam, ne, ma ne, verjetno ni, kaj če biti pomembno, to saj, če greš ali greš malo bolj počasi, malo bolj hitro, saj. Ne hočem reči tako, ali se pogovarjate kaj o tem, vejo Ma oni, ne, niti ne. ne vejo, da si pač zvezda slovenskega gorskega teka, no, tako bom rekel. Ah, Komu mar še za gorski tek na faksu, ja, je bela cesta. Ne. Ja. Kaj si, recimo, ko doštudiraš, ne, ko boš doštudiral, kakšne so tvoje poklicne potem priložnosti oziroma možnosti, kam te vleče? Ja, ne vem, ful široko je, lahko bi bil, ne vem, neka raziskovalne bolj tebeje, ali pa pojma nimam, ne. Nekaj, kar bi bilo, no, sigurno nekaj, kar bi bilo zunaj, ne, da pač bi bil čim več, da ne bi sedel tam nekaj za računalnikom. Na teren, da je treba iti Ja. na teren, tako, evo. Da bi lahko še kaj potekel vmes. Upam, da obstajajo pač delodajalci, ki tole slišijo in bojo rekli, Žižmund, evo, človek, ki je najhitreje opravil svoje delo, se je bil najhitreje na hribu in dol. Tebe hočemo, tebe ramo, kladuček bo to bo. Kako se reče v enem kladivcu za te kamenčke? A ni tako kladivo? Teološko kladivo, ne, posebno. Pa se misli, da ima kakšno dobro ime, pa očitno ne, no, vidiš, no, mislim, da je, a je Bojan Ambrožič tudi geolog, a se motim, svoje cajte tudi Pa ne poznam. izvrsten gorski tekač, slovenski, tudi eden boljših svoje cajte, pač deva reči, da je
eno generacijo pred tabo, vem pa, da je on tudi navdušen nad astronomijo in nad meteoriti. No, tudi tebe to vrstne kamnine zanimajo, ki pridejo z vesolja. Ja, sigurno so zanimivi, tudi hondriti, ja, pač neka nediferencirana snov, ne. Ja, sigurno zanimivo, ja. Si to že preučeval, si to že imel v rokah, pa gledal? Pa... V rokah nisem še imel. Ja, nekaj smo rekli, ja, nisem pa neki v detajle, ne, to šel. No, sicer pa še čas, kateri letnik faksa si zdaj? Drugi. Tvoje ukvarjanje s športom, pa študij, pa to je kdaj na vzkri. Prej si že rekel, ja, da imaš na faksu obveznosti, ampak zaenkrat te najbrž ne moti, da bi rekel, da ti eno in drugo ne znese. Ne, si se dal vse, samo tako ne, ja, vem, jaz če bi cel dan neki tam ložil v hribe, ne bi upal, ne, zdaj, če imam faks. Tako da, ja, pač, itak da je na vzkrižju, ne, če ne bi imel faksa, bi cel dan, vsak dan samo tekel, ne, tako da, in kolesal. No, jaz sem hodil na družboslovni faks, ja, na ekonomijo, pa se mi zdi, da razen polovico prvega letnika nismo viseli po predavalnicah, ampak raje kje drugje. Zdaj, je geološki faks, je mogoče kaj bolj zahteven, imate več vsebin, kjer moraš biti pač fizično prisoten, ja. Ja, kakšno mikroskopiranje moraš biti, ne, ker pač nimaš mikroskopa doma, ne. Kakšne te vaje, če ne, ni neki grozno zahtevno, ali pa se da vse nadoknaditi. No, je veliko študentov, recimo letnika, koliko vas je, no, me čisto zanima, koliko ljudi se odloči za to študij? Ja, malo, zdaj nas je 13. Ja. Ste res nekaj posebenega. Garamo geologe, jo, mislim. Spremljali bomo tvojo kariero, ti ne žižmo, še bolj pa tekaš. Si šel na to evropsko prvenstvo, izvrsten si bil recimo na gor dol, ne? Bil si med prvih 5. Ja. Ja, zato, ker sem si kupil nove čevlje prejšnji dan, ne? Če si jih novi bil tako, zato, ker se je prav zdrsela, bilo ful blatno. Se pravi, če bi že imel na gor te čevlje, ne? Bi bil dosti boljši, sigurno. Vsaka šola nekaj stane, ne? Mislim, človek gre na prvo evropsko prvenstvo s slabimi čevlji, je 14. prvi dan, pore kupa drugi dan, ko je 5. imaš še dobro, da ti niso kakšnih ta dragih kupili, če ne bi lahko še zmagal. Mislim, kako si doživel to tekmo, vendarle vas je bilo tam, vas ni bilo tako malo, no, ne? Mislim, biti 5. med mladinci v Evropi v teku gor dol, je pa že podatek. Ma ne vem, jaz sem to je vred tako hitro, ne vem, tistih 5 kilometrov, da niti nekaj dosti. Jaz sem tam, vse sem kar užival, no, to se spomnim. Zdaj ne vem, da bi bilo kaj, no, pač tam ne veš teč, in pa kar hitro hre in to je to, ne. Jaz sem gledal novičke, je bila novička zapis iz tega prvenstva, ampak bil si omenjen, jaz sem 5. Noben tega ni obešal na velik zvon. Ne vem, ko si šel pol jeseni lani na Julian Alps Trail, na državno prvenstvo, ja. Ne vem, nobeden ni zares računal nate ali pač, ne vem, poznavalci že. Ne, se tudi jaz nisem računal nase. Saj tista je bila prva taka dolga, tako da v bistvu je bilo tak bolj eksperiment. Je bilo pa ful zabavno, ja, tako teč tam s tistim Haydenom Hawksom in tako zanimivo, no, ful zanimiva izkušnja, no. Mislim, kako da si, ja, pri 19 letih pravzaprav se odločil, da greš kar na 50, koliko je državno prvenstvo gor ali dol, vse so bila državna prvenstva tudi na gor, pa na dol po gorskih tekih. Marsikdo od tvojih let ostane pač na teh gorskih variantah, pa potem recimo presedla na daljše trele, ti si pa odločil kar za 50, ne za kakšno krajšo recimo. Ja, zato, ker mi je všeč tudi dosti cajta, ne, teč, ne. Ne vem, verjetno imam neko vzdržljivost, verjetno neko bazo, ne. Tako da pol mi je tudi te dolge ful všeč iti, no. Tako rečem, no, saj jaz, če bi neki tak cilj bil, ne, recimo, če bi, da bi lahko, ne vem, vsak dan pač bi vstal, ne, pol šel teč ali pa kolesariti cel dan in pol do sončnega zahoda, ne, tako v bistvu, da bi cel cajt samo tekel ali pa kolesaril, ne, bil v hribih ali pa nekaj.
Zato Si se, verjetno pol tudi te daljše razdalje. Ne. se pravi, ta 50, ki ti potem, nisem, ok, ni ti bila, bi se ti bila bolj položena takrat v noge, ker si rekel, da si take zadeve že delal, mislim, če si cel dne hodil po hribih, a te je bilo kaj strah, mislim, si vedel, kakšno taktiko boš obral. Ne, nisem vedel, vsi pojma nisem imel, se tudi, ne vem, jedu, kaj sem pojedel, eno frutavelo sem pojedel na celem tistem, tako da nisem lih kaj dosti jaz to študiral, lih. Ne vem, pač zdaj sem se lotil te hele in tu, če ne, prej nisem to kaj dosti študiral, no. Mislim noro, ampak, ok, da mi 50, štart je bil 50, kje je bil završenci nekje. Završnici, ja, bil. Ja, in potem gor pod stol, pa čez Ja. Golico in tako naprej. Ja. Mislim, kako je to izgledalo? No, zdaj si predstavljam, tukaj pač ni šel, ko je štarta, nisi šprintal, tle si bil še vedno malo zadrege. a ne. No, nisem prav sprintal, sem šel kar hitro od začetka, preveč hitro, ne. Sem pač trebal držati tiste ta prve, ne, Pupija in Hoksa, ne. In pol, pač itak, ko sem išli čez en cajt. Mislim, nisi imel Ja. nobenega spoštovanja do tako znamenitih imen, kot so Francesco Pupi, pa Sej niti Hajder. nisem poznal v bistvu, no, kaj dosti, tako da pač je bilo samo, da bi šel s prvimi tistimi, ne, ki so pač tam prvi, in pol pač itak sem šel prehitro in ne vem, pol na koncu me je pa itak zabilo, ker nisem več jedel, ne, tako da me je bilo pa ful dobro, ne. Edino malo preravno je bilo, ne, 50 km, nekih 2000 višincev bi lahko bilo. Mi je bolj ustreza kakšna, ne vem, maraton 4 občin, ne, ker je več višincev ali pa. Si tisto, mislim, na koncu si bil, absolutno si bil četrti. Četrti, ja, četrti. In to mesto si držal, no tam tiste asfalte, ne brž mučil po kolesarski, pol gor. Ja, ja, kaj, tretji sem bil do tam in pole me je prehitel še Dimitrij Šapel na koncu, ja. Tako da pa četrti. Ta naš naturalizirani, ja, Belgijc, ja, ki je tukaj, ki je odličen je, moram priznati, da letos si bil odličen. No, ampak ti si vendarle, ne, a si vedel, da si, tokrat pa si vedel, da gre za državno prvenstvo in si se ozrl, kdaj pol čez ramo še, če bo prletu, mogoče kakšen klančnik od kje. Ma itak nisem vedel, jaz sem mislil, da je itak Dimitrij Šapel je Slovenc, itak nisem vedel sploh, kdo je kdo, tako da nisem vedel točno, v katerem mestu sem, no. Ja, sem pa tega itak držati mesto svoje, to pa sigurno. Ja. Tisto četrto si pa rekel, to držim, Šapela Ja. nisem mogel več ujeti in si šel do konca, kar je dalo. No? In kdaj si potem izvedel, da si državni prvak? Ja, pol je po koncu enkrat, no. Ja. Ti si tako res simpatično se zgoraj razstavil, ker si tak preprosto sproščen. Ja, prtljavu sem šel, sem pa se pa rekel, pet nazaj na oder, moraš državni prvak si. a ne. Ali kako je to izgledalo? Mislim, najprej so ostali na ključevalnicah, no recimo, če si šel čez, ali so ti kaj povedali, mislim, ti nobeden ni povedal, ok, so ti najbrž rekli, ali pa si že itek si vedel, da si drugi, tretji, mislim, tretji, pa Ja, potem. ja. Niso ti pa rekli prvi Slovenc ali pa kaj tazga, to pa ne. Ma ne, pač, recimo, koliko je pred mano, ne, recimo to, ne, koliko je kdo pred mano, ne, to je, recimo, ne. Ma itak sem vedel, pol sem tekel en cajt s tistim Haydenom in pol itak sem vedel, da je dosti bolj močen, pač, ne vem, nekaj je bil še zmatran, ma pač sem vedel, da pol, ko bo prišel na ravnino, da bo pol hiter, ne. Tako da ni bilo kaj dosti nekih taktik ali ne vem kaj, ne. Ja. No, potem pa, no, ko si ti povedal, da si državen prvak, pa to, kako si pa to sprejel, no, vidim, da si dost, se pravi, ne, dost si freh, pa rečeš, pa v redu, fantje, če bom pa še državni prvak, nekako vse, mislim, biti državni prvak, naše se to reče v kratkem trailu, a ne, čeprav za koga je to že, za to ga je že kar v trailu pač, a ne, 50 je 50. Vendarle, mislim, konkurenca, zdaj jo najbrž že kar poznaš. No. Slovenija ni tako slaba, no, in premagati vse na svoji prvi resni, daljši trail tekmi, mislim, Ne pa vem, kar, pa je nekaj posebnega. tako rekel, ne bi bilo treba probati če kakšne tekme v tujini, ne, recimo naslednje leto, ker v bistvu nimam občutka prav, ne vem. Ja, ne, saj bi bilo zanimivo, ja. Bomo probati, ne, še kaj drugega.
Mislim, človek gre na prvo evropsko, je peti, pa tudi kup copate en dan prej, potem gre na Julian Alps, ker s Haydenom Hawksom laufa, pa reče, se nisem vedel, kdo je to, če bi vedel, bi ga moče prehitil. Mislim, noro, noro. Kaj so ti pa, ne vem, kaj ti je pa rekel, recimo Kosovo ali pa kdo drug, a ne, kot je klical, je rekel, no, ma, ti si čist noro, ne, kaj si naredil, a ti je rekel, kaj je ta zgal, ali je Ja, ohranil ne, mirne živce. ne, se on je bil, tudi taj Draven, on je bil na tudi na okrepčevalnicah in tako, se ni, um, ja, vse je bilo navdušen, ne. Mislim, najdu je, dajmo reči, da je najdu diamant in da ga on brusi, no, sej, že dolga leta nisem govoril z njima, ne, pa se mi zdi, da je človek pa navdušen, najbrž je navdušen na tabo, se te je on na en način te je on odkril, ne, tako. Kot tekača, no, in kot državnega prvaka je na prvi tekmi, mislim, noro. Kaj pa tvoji, mislim, kaj pa ostali, pa konkurenti, pa Klančnik, pa Letojne, pa vsi ostali, ki so bili za tabo, so te kaj sprašvali, kje za vraga si prišel, iz kje? Ma ja, no, niti ne, se jaz nisem itak jih nisem poznal in ne vem. Iz kje je Ne vem. padel 19-letnik, ki je vse porazil, mislim, v svoji prvi resni tekmi, mislim, noro. Epska zgodba, epska. Mislim, če rečemo, da se v Sloveniji ukvarja s tem trailom, nisem šel gledat no, na ITRA stran, koliko jih je v tem National pokalu zabeleženih Slovencov, ampak govorijo o tisočih zdaj, no, in ne, da prideš na prvi tekmi najvišjo stopničko državnega prvenstva in so bili kakšne, si dobil kakšno nagrado, poleg pač medalje, kaj posebenega takrat. No. Očitno, Ne, verjetno pa ne. očitno ne bilo nič posebnega, da bi si zapomnil. Ja. Pa Zdaj, ne, saj verjetno. Majico sem dobil, majico sem dobil. to. Državni prvak je dobil majico, zdaj, no letos, pazi to, ne, pol pa jaz gledam naslednjo državno prvenstvo v kratkem trailu, kratkem, mislim, da se med, gledam tam 5 kratki trail, v redu. No, je bilo pa v Baški grabi, tebi ljubi večkrat omenjeni, letos si šel tja, ker si že bil, ker ti je bilo všeč, ker je bilo državno prvenstvo, ker so te poslali tja. Ja, vse to razen zadnje. No. Sem šel te zato, ker pač, so mi res pri srcu tisti hribi. Zato, ker, dobro, tudi zato, ker je bilo državno, ne. Mi je bilo kar pisano na kožo, no. Tista trasa mi je res ful všeč, ne. Pač prva, tam pod Soriško planino, pol na Črno prst, vrhunsko tam, ne. In pol je še dol tam in Porezen in pač groznih razgledov in lep teren in res so mi pa srcu tisti hribi, no, zato tudi, ja, zato Si, sem si, šel tja. si vodil od štarta, si imel pa tukaj kaj bolj zadržan pristop, morda, da bi. Ja, A seveda, tle pa kaj bi sem, ja. čakal druge, ja, ne bom taktiziral, gremo piči. Se pravi, Ne, si ne, bil. ne. Ne, ne. Tle sem šel od starta, sem rekel, ne vem, do 185 nekje, srčnje, gor prvi klan, tam pod Soriške tam. Zato, ker je bilo vseeno malo več višinco, ne, in malo mislim, no, ni bila daljša, ima malo več višinca je bila, tako da te bolj razbija, ne moreš zdaj, pol ne bi upal lahko niti priti na Porezen, ne, če se bi preveč zagnal na začetku, no. In ja, no, jedel sem tako malo več, ne, sem imel tiste hede in pil sem dosti, samo še zmeraj na koncu sploh ni bil nekdo cajt, ne, tako da bo treba še dosti ponoviti to, ne. Je bil kdo sploh za tabo praktično, da bi te grožal v katerikoli delu dirke? Ne, prav tako blizu, ne, ja, Tadej je bil za mano, ne. Ja, Srtinšek se je boril. Ja, mislim, porazil si takrat kar nekaj znanih imen, no, tudi Žan Žepič je bil še za tabo, če se ne motim, ne, Aha, to je bilo ja, ja. letos, pa mislim, da Klančnik, pa Zaman, pa tako naprej sem gledal, mislim, tako da, ampak Ja, nisi pa nobenega imel za vratom, da bi se ti kdaj približal ali pa kaj takega. ne, prav tako ne. Ma se to itak je odvisno tudi tako od dneva, ne, toliko, ne. Če imaš dober dan ali slab dan, moraš zmeraj isto, ne. Tako da. Ne, če si So pa pripravljen, tudi, ja, če si pripravljen, je to res. so Ja. pa tudi domači hribi in tako, ne, tako da to tudi dosti šteje, ne. Sem tudi šel prej že večkrat pogledat, tudi že več let hodim če in poznam dobro, ne, progo, res dobro progo poznam.
Kaj bi bil zate dober čas na tem maratonu, recimo, ja, če si rekel, da nisi zadovoljen? Ja, dober čas bi bil 3 ure 40, ne, ali pa, ne, dobro, to je ne skoraj nemogoče, ne, recimo, eni 3 ure 50 bi bil pa kar redi, ne. Samo to je kar težko, ne. Ne spomnim se, koliko je imel, Ja, Mitja je imel ja, 3,48, nekaj takega. no, evo, za benchmark. Takrat, ki je postal Ja, svetovni prvak, ali kdaj, ali kasneje, se ne ja, vem. ja. Ja, 3,40 bi bil tudi lep čas, 3,45, 3,47, v redu. No, zdaj pa še ena stvar, ki jo bom naslednje leto spremljal. Naslednje leto greš spet na to dirko, veš? Ne vem še, ja, bi bilo super, no, kar všeč, ja. Kakšen čas si imel letos? Evo, to sem pozabil pogledati. 4,13, ja. Gotovo. Mislim, da reči, gor dol ti gre, se pravi, ti predvsem dol tudi gre, ti spusti ležijo, taki in onaki. Ja, v bistvu sem glih zdaj začel ugotavljati, da niti ne, no. Zato, ker ne znam prav se sprostiti, v teh spustih, ne. Bi se dalo kar še dodelati, ja. Sicer pa ta cajt 4,13 sploh ni neki, ne, zato ker meja za vstop v reprezentanco je bila 4,10, tako da itak je noben ni dosegel. Tako da v bistvu ni glih neki cajt, ne. Kdo je pa določil ta mejnik, evo, kdo pa je ta, kdo ga je postavil? Ja, ne vem, verjetno tej od, Edvin, Boštjan Novak, ne vem, tej, ki so Živine v sektorji, ali gorskem kako se teku, reče. ja, v odboru za gorske teke, ali kaj, v združenju za gorske teke, ja, tako, Verjetno, tako. verjetno. In oni so precenili, da 40 je norma, no, evo. Bo treba iti vsaj po to, ne. Sem se saj pod normo, ja, da ne bodo norme zdaj ja, slabša, norma mora biti skozi hujša. Ja. Bravo, 4,13, 4,10, 3,50 si dejal. Tako, ja. Saj ne vem, ali koledar za naslednje leto že zunaj, kje naslednje leto je zbirna, državno, to že veš. Ja, ja, je že, ja. Kras trail je državno v kratkem trailu. Ono v dolgem bo pa oni K24, samo bo pa 100 kilometrov, tisto pa ne boš, ne. To je še, to ima še čas. To pust, to tem fantom ne zmagujejo tam še. Ja, ne še tja iti, ne še tja iti. Ma še počakaj, da še oni. A Krastre, to je pa že marca, to bo že kmalu, kakšna razdalja tam višinci si pogledal že. Ja, 30 kilometrov in tožem 200 višincev, tako da neka taka bolj reč ravna, ne, tako. Ni glih, ne, ni v primerjavi z maratonom in štirimi občin, ne, težko primerjati sploh, ne. Ja, Tisto je dosti bolj bilo. to je pa čiste kaška, ja, to je res malo, to je res malo. Ja. Se boš kaj posebej pripravljal tokrat na to, kakšen ravninski tek več naredil? Ja. Verjetno bo treba, ja, kaj ravnino, zato ker tudi pole evropsko tam na Kamniku neče bo bolj ravno, tako da bomo tudi kaj ravnino, verjetno letos, ja. Letos je bila, čakaj, je bil Mislim, letos? naslednje leto. Pokalna tekma je bila letos na Veliko planino. Je bila že, a ne? Ni bila. Si bil tam? Ja, 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 finale od onih svetovnega pokala je bil, ja, Tako, ja. tako. Tam si bil, ja. Ja. Ja, ja, sem bil. Ja, Se v redu je pravi, bilo. a bo proga podobna, ali je bila to že testna proga, ali bo že isto? Ja, proga za trail bo šla, prvo bo šla od Kamnika, bo nekih, ne vem, koliko točno, nekaj kilometrov ravnine, potem bo šla po isti gor, kot je bila ta, do Čez vrha. Primoža se mi zdi, a ne, ali kako, ali bo šla. Ja, čez Primoža na vrh in pol je tam neki krohci, tam po veliki planini in pol nazaj dol v Kamnik. Se pravi, bo kar nekaj, ja, tudi še ceste, ali kako, ali makadam, ali kje bo to. Ja, kar tekaško, ja, dosti makadama je. Zanimivo. Reprezentanca se bo izbirala pa kje, na Krasu? Ja. Mislim, da, ja, nisem prav prepričan, verjetno je kras trail, ja. Dobro. Mislim, računamo na te. Računamo na te, Tine, da mislim, sicer je ja, tekaška, ampak te se še v tem segmentu pokažeš. Zdaj, ok, kje sem ostala? Ja, pri Baški grapi, no tam si se uvrstil. Še eno reprezentanco več, da si rekel, nič novega za mene, kdaj gremo, kam gremo, da pišem dopust. Mislim, kdaj je bil, ne rabiš še dopusta, se vem, ampak kdaj je bilo letos prvenstvo, se sem že malo pozabil datume. Konec junija je bilo. Španiji, ali? Ja. A ne, to svetovno.
Ja, letošnjo, tako, letošnjo. Ja. Ja, je bilo konec septembra. Bilo, ja. To je bilo septembra, to pred tvojim študijskim letom, pravzaprav. Ja. Ja, ja. Tik pred zdajci. No, in kakšni sestavi se tja potovali, tam vas je bilo pa kar nekaj več, pa še gorci. Pa... Ja, vsi so bili, ja, Tadej je bil, pole Žan Žepič je bil, pole Klemen, Maj, Petršnik. in pole še Zadoj Trel, Jon, Klanč in oba Klančnika. Zdaj, da bi se v gorskih tekih za tudi tekmoval, a ne, se pravi, ti bolj leži trail kot gorski teki ali kako? Ne vem, vse v bistvu niti ne vem, kaj je točno, kakšna je razlika. Pač, bolj ne vem, kakšen sky, bolj tako, ne vem, horski tek, malo daljši horski tek je tasga. Ja. Mislim, kaj je tvoja disciplina ta trenutek? Ja, se pravim, 50 km gre odlično, maratoni tudi, gor dol si se tudi izkazal, se pravi. Hotel sem več, si bil na državnem prvenstvu gor, recimo je bil na Ratitovcu letos, a kje je bil državno prvenstvo? Ja, Ratitovec je bilo, hore. Si tam bil? Sem bil, ja, za Timotejem sem ta. Super, je bilo, se je tudi zanimivo, ja. Malo bolj tekaška je bila, malo predna. Ampak da bi na svetovnem nastopil na gor, pa še na trail, to pa se pač ne izide, to je pa prehuda. Se ne izide, ima tudi je drugače, za gor bi mogel, je toliko krajši, da bi tudi mogel verjetno malo drugače teči čez celo leto. Ne. Si potem, ko si vedel, da si v reprezentanci za svetovno, si potem malo še prilagodil svoje priprave, ja? Ne, jaz to sem že prej, ne, itak sem se pripravil za maraton 4 občin, ne. In itak maraton 4 občin je bil precej podobno kot svetovno, no, malo manj žincoma, podobna stvar, ne. In si potem samo potegnil to še 3 mesece. Ja, sem čez celo leto že. Se pravi, ko si šel na državno prvenstvo, si že imel, sem si imel že malo, tle si pa že malo vedel, da bi lahko v Španijo tudi potoval ali... Ja, je bil to cilj, ja. Kosovel je spet bil zadovoljen, ali kako tvoj mentor, bom rekel. Ja, mislim, ni bilo dih, ne bi lahko bolj, ne. No, ampak, ko si šel, potoval si v Španijo, zdaj, tekmo, pregledaš malo, ste imeli ugledno tam, je bil kakšen ugledni dan, ste imeli kakšen uglede proge ali pa kaj tasga? Ja, smo šli pogledati en košček proge, en dan, ja. Mislim, 2 dni prej, no, smo šli pogledati en košček proge, ja, tam. Še nismo vedeli, nismo poznali prav cele proge, kar bi bilo verjetno kar pametno. Ja. Mislim, ampak da bi spoznal celo progo, bi pa rabil tam kaj, bi ten teden pa se aklimatizirati, ali kaj? Ja, ali pa bi šel že prej tja, gor in dol, nekaj trenirati in gledati progo, ali pa bi mogel priti tja in kakšen teden prej tja, verjetno, in pogledati, ne. A pa so bili taki, mogoče veš za kakšnega tazga tujca ali pa kaj tazga, ki je to počel? Ja, Italijani so bili že prej, Hrvati so bili že prej, Francozi so bili, ja, večina, mislim, dosti jih je bilo že prej. Da so šli pogledat, zato ker se je tudi precej splačalo, ker ni bila prav tekaška proga, ne, in če si ti poznal progo, si lahko bolj sekal tiste linije, ni bilo, da bi bila ena potka, si lahko šel različne linije, si vzel. Razumem. Se važno, da si prišel od te druge točke, pa vmes, kar ko si vmes počel, ni biti tako pomembno. Si imel kakšen cilj, ko si šel tja, si želel kakšne uvrstitve, kakšnega časa? Ne, za uvrstitev ne, za čas sem pa pogledal, kdo je zmagal prejšnja leta, kakšni so bili časi, ko smo imeli prejšnja leta na tej tekmi, ne, je tudi ta tekma isto prejšnja leta. In potem sem nekako si napisal neki 5 ur in pol, tako da potem sem 2 minuti manj rabil, tako da v redu. Mislim, da si zabeležil si, da 5 in pol in potem si rabil 5:28. Ja. To je noro. Se pravi, če bi napisal 5:15, bi šel pa 5:13, hecam se, seveda, hecam se. Kako je bilo, mislim, zdaj, ko si tekmo doživel, daj mi malo piš, kaj je bilo vse, mislim, kaj se je vse kaj dogajalo tam okrog tebe, lej? No ja, ful je bila zanimiva proga, ne, ker pač so bili taki ful dobri razredi in ful tehnična zahtevna je bila, ne.
Um, ne vem, na začetku pač šel bolj tako rezervirano, bolj easy in pol pa pač kolikor je šlo. No. Bila pa taka vzdržljivost, no, tako, če bi šel na začetku neki na hitro, pač pol bi pač zgubil pol proti koncu toliko več. Ne. Tako da, To, to sta z Edvinom dognala, da moraš tako iti, ali si se sam tako odločil? ja, tudi, ja. Ma se tudi ostali, se tudi Tadej je šel tako in Žan tudi. No, Se ne Žan se splača na začetku biti 2 minuti hitrejši in pol porabiti 15 minut ali pa 20 na koncu. velja za posod spoštovanje, spoštovanje, tako da veste. Nič ne pomaga. Če te šprita na začetku, na koncu vas bomo vse ujeli. Ja, no, vem, da Žan si tam poškodoval, ja. Ti si bil potem najuspešnejši Slovenec na tej dirki, drži? Ja. 34. mesto na svetovnem prvenstvu, za božjo voljo, mislim, to je pa za prvi nastop. Mislim, kako ti ocenjuješ svoj nastop? Evo, tako. Ja, jaz sem šel, kakor sem upal, dobro, ne, zdaj je pa kar zanimivo videti, koliko so recimo tisti, ki je bil prvi, recimo Francoz, šel, koliko bolj hitro je šel na vseh odsekih, je tako kar nerealno, ne, ker pač jaz sem šel recimo zadnji spust, sem šel, kolikor sem imel pač do konca, se mi je zdelo, da letim tam dol, ne, on je pa rabo še, ne vem, 15 minut manj pač, no, tako da je bilo kar poučno, ja. Mislim, si potem, ki si začel študirati, kako drugi trenirajo za božjo voljo, ali je še čas za Ja, to? sem tudi kaj gledal, ja. Ja, ma itak tle ni nekega recepta, tako da samo potrpežljivost in pač vložiti v hribe, ne. Počasi nabirati, mislim, je tvoja taktika, prej si začetku si omenil, ja, če bi malo treniral, bi bil lahko dober, ja, sem rekel, zdaj pa začel trenirati 200 000 višincev, imaš letos, kar ni tako malo. A pomeni to, da pričakujemo v sezoni 2026 Tineta Žižmonda, ki bo pa stopil na plin in zdaj naredil 300 000 višincev, pa začel trenirati cesto, pa tako naprej. Ne. Itak to bi bilo neumno, ne, kar naenkrat toliko povišati vse skupaj, Mhm. zato ker to so itak neke adaptacije, kar rabijo čas. Tako da zdaj, če bi, ne vem, jaz naslednje leto naredil toliko več, ne vem, da bi povišal za 1/3 vse skupaj, pač bi se itak skuril, zbolel, verjetno nič ne bi naredil s tem. Tako da ne, pač nekje, ne vem, kar se tiče ur, nekje 5 do 10% na leto maksimum povišati, več sigurno ne. No. Se pravi, okay, imaš pa plan, recimo, ne vem, za srednjeročni, dolgoročni, kaj bi recimo še želel v tem teku, ali greš with the flow, pa tečeš, pa gledaš, kaj se dogaja, pa spremljaš. Ne vem še točno, no, te skyrunning me še najbolj zanima, no, verjetno tako, da bi probal. Kaj bolj. Ja. Zdaj, v tem športu kaj zaslužiti, no čeprav, evo, letos si lep ček dobo iz Kosovega sklada, ko si bil najboljši trelaš, mislim, da 1100 je pisal gor, ali da sem prav videl. Ja. Ok, neki davčno vzame, ampak se neki mislim, to je nekaj malega pa eno, za kakšen par copat pa bo morda, pa za kaj, kaj pa vem, znaš. Ne za par, za celo leto, 2 leta. Ja. Pa za Um, naft, pa za benzin, pa za božjo voljo. Mislim, ne vem, koliko se da zasnoviti, no, nisem še dovolj cajta temu, no. no, pač za enkrat, mislim, ja, nekje profesionalcev, mislim, spremljaš zdaj to sceno, kar si zraven, gorske trail tekače, offroad tekače najboljše na svetu, zdaj veš, kam kdo sodi, kdo je dober in tako naprej. Ja, mislim, za vsako tekmo spoznam kakšnega novega, ne, ki me tako impresionira, ne, ki me navduši, ko vidim, kako gre hitro, no, tako da pa spremljam, ja, vedno več. Ja. Imaš kakšne, evo, daj, če so pri tem, kakšne vzornike, da reči k temu tako, no, ali pa tekače, ki jih res ceniš, pa tako naprej. Pa ja, dobro, Kilian, itak, po vseh teh tekmah, vsi, ki grejo toliko bolj hitro, me impresionirajo, no, tako da, ja. Kaj pa Slovenci, evo, zdaj recimo, ok, menila sta Španringa, menila sta Bečana, to sta dva, ki sta recimo zaenkrat ti še kos, no, tako naprej, ja. Ja, sigurno je
ful zanimivo videti, no, ko gre recimo Klemen tam gor na veliko planino, tako kar s tistimi čaranci, no. Tako da, ja, sigurno so pač ful zanimivo za videti, no, tako in sem navdušen nad njihovo hitrostjo, ja, itak. Mislim, in ti je recimo cilj, recimo, biti najboljši v Sloveniji še kakšno leto ali več, v kakšni drugi disciplini. Ja, mislim, kakor bo šlo, ne. Mislim, če očali ne bodo, mislim, stali, če ne morajo, ne hecam se, res dober. Mislim, si se trelaši pravijo, so ena velika družina, tekači, si se zdaj znajdu v tem svetu, spoznal že veliko ljudi, se ti zdi, da so to drugačni ljudje kot pa oni cestni tekači ali pa atleti na stezi. Ja, itak, pač na splošno so bolj navdušeni, ne, nad vsem, tako da je super, ja, biti v njihovi družbi, ja, tako, tudi na vseh teh prvenstvih do zdaj je bilo super, ne vem, zdaj tu v Španiji je odlično, tako z Tadejem tam in tako, zdaj pridejo kakšne smešnice in tako, ja. Ja, Srdinšek je pač ugotovil, da pač, če ni najboljši, a ne pa lahko pač se druži z najboljšimi, pa se od njih kaj naleze. Lahko ti imaš še kar nekaj študija pred sabo, recimo, lahko še nekaj let treniraš, morda celo. Če bi bil res dober, no, da tako reči, a ne, da si res mlad, še pa res obetaš. Ne. Italijanski klubi vem, da imajo tudi nekaj slovenskih tekačev, ki jim, ne vem, morda kdaj ponudijo kakšno pogodbo, kakšen denar. No, si kdaj razmišljal okrog tega, da je bil res dober, a ne? Saj si dober, ampak še boljši, pa da bi te povabili v kakšen klub, da bi bil, ne vem, polprofesionalec, morda celo profesionalec. Ja, bi bilo super, ne, pa bi lahko še več tekel, ne. Tako da bi bilo v redu, ja. Mislim, bi se videl v tem, no, bi ti bilo to všeč, recimo, da bi mogel početi vse, kar bi počel, je v bistvu trening, regeneracija, počitek in tako naprej, in tekmovanja. Tako, evo. Ja, komot, mislim, verjetno da ja, no, ne vem še, ne, nisem probal, tako zaenkrat mi zdi kar v redu, ja, da bi to. Mislim, kakšni tuji klubi ali pa tam okrog, kakšni drugi klubi te še niso tako podregali, pa rekli, kaj če bi pa ti za nas nastopil ali pa kaj takega. Ne. Ne. Upam, da nam zdaj navalili. Ja. Pa tako, da sem noro. Mislim, ja, slišim, da ja, Italijani dajo marsikaj na dobre gorske tekače, tudi cestne tekače. Nasploh je tam tek morda bolj cenjen. Ne vem, kako ti, ok, saj si malo časa zraven, vse skupaj dojemaš. Čist na nivoju, ne vem, reprezentanca ne bi že urejena, kaj pa klubsko, pa to, mislim, te sprašujem muče stvari, v katerih se nimaš rečem veliko za komentirati, ampak vseeno, tvoje mnenje čisto na hitro. Ja, sigurno Italijani imajo prav drugačno miselnost, tako v gorskem teku, tudi imajo neko večjo tradicijo v tem in pol poštejejo sigurno bolj, ja. To sem opazil, no, tako na tekmah in tako v primerjavi s kje drugje, ali pa tako v Italiji, ne. Bilo pa sigurno zanimivo iti tudi kakšen ta italijanski klub, ne, to bi lahko tudi probal, ja. Zdaj pri nas, ne vem, vse je porihtano, kaj tudi. Tako, mislim, skozi boljše, no, se gorski teki, moramo reči, so vrhunsko že desetletja odlično organizirani in s papežem Šarfom in ostalimi, no, Aljančičem prej, atletski zvezi, ki je tudi pomagal in tako naprej. In fantje so veliko naredili za ta šport. No, sicer, če so imeli Italijo, v Italiji si pač nastopal v teh štafetah, ste tekali in tako naprej in si tudi doma občutek, kako tam vse skupaj izgleda, že tudi na tekmah, ne. Ja, bolj dajem na ta šov, ne, recimo, ne, in ta Trofeo Vanoni je res tak, ko so tisti skoki in tako, ful zanimive tekme, no, pa recimo oni, Colina, ne, tam štafeta Trail of Fuji, tudi ful taka gorsko-tekaška, res prav taka skyrunning, ne, tako. Ful zanimive tekme so, no. Mislim, zanimivo, a ne, ta koncept pa v Sloveniji še ni, a je, mislim, kakšna taka tekma. Jaz ne poznam nobene štafetne, kaj šele taka, ki si rekel, da je razgibana, mogoče tudi za gledalce zanimiva. Ja, ne vem, saj na Hrintovci je bila, ne, baje, samo ne da je tako, da je res gorsko
samo no, ni ne, neki prav v Sloveniji dosti teh. Koliko tekačev je tam na trofeju v Noni, pa tam, koliko jih pride na... Vse ne vem na pamet, ne vem, verjetno kakšnih 900, 300 ekip, ne vem, ne vem, to sem rekel kar nekaj na pamet. Ne vem. Sam je spektakel, no, mislim, tako je. Tudi, mislim, je dejansko stvar, ki pritegne tudi ogromno, če sem prav videl, navijačev ljudi v progo, no, pa v cilj, pa tako. Ja, ja, saj to so taka mesteca, ki živijo pol za tisto, ne, enkrat na leto, tisto tekmo, ne, in pol so vsi tisti domačini in vse to po eni strani imamo tudi pri nas, ne, ta maraton 4 občin, da je tudi že toliko cajta traja in pol tudi tisti domačini so se že tako kar uživeli, to je tudi ful dobro vzdušje, ne, tako da, ja. To drži, Verjetno to drži. Tiste, ki imajo tradicijo, verjetno so kar, To drži. imajo kar navijačev in tako. Se ti zdi, mislim, da je med tekači nasploh tek v vseh pogledih, traili, to je noro, mislim, vsak teden je nov, razpisan, tudi cestni tek in tako. Se ti zdi, da pa gorski tek, včasih je bil sam gorski tek, zdaj je to trail tek, se ti zdi, da je gorski tek zgublja zaradi trail teka oziroma ga je trail tek pojedel ali pa v bistvu je dobro to za šport, da se čim več ljudi ukvarja, pa se ni važno, ko se mu reče. Ne vem, težko reči, ne. Po eni strani je super, ne, da se čim več ljudi ukvarja s tem, ne. Pač se razvija šport, ne. Zdaj za gorski tek, saj ne vem, kaj točno je definirano kot gorski tek, tako po pravici, tako da ne vem, pač. Ja, mislim, da je na mednarodni zvezi za gorske teke tam totalna definicija, kaj je. Za trail vem, da mislim, da so določeni višinci oziroma procenti, ko ne sme biti procent, koliko je še lahko asfalta in tako naprej, vsalo mora biti off-road, za gorski tek je najbrž kakšna specifična zahteva po višincih in tako naprej, da ni ravno vse po ravnem, no, ampak ja, zdaj je vse skupaj off-road, da je gorski tekač. Ti si, kako bi sebe imenoval, no? Recimo, gorski tekač, trail tekač, tekač, kar tako in tekač, čez vse atlet. Ma ne vem, verjetno ljubitelj hribov, no, tako, okej. To mi všeč, to mi všeč. Ljubitelj hribov, ki je zmagal, ki je najboljši trail tekač v Sloveniji. Ja, mislim, super. Super. Kam si dal priznanje? Tam v Sloveniji, no. Ga imaš doma, ga imaš v Ljubljani, doma ga imaš. Ja, ne, doma, no. Doma. In zdaj si ti pa že nabral, vse samo 2 leti nastopaš, ampak celi pokal je to, kar rast, to, kar je. Ma ja, ma ti tisto. Rajši rajmo hribe, ne. Se pravi, če te vprašam, na koliko tekih si zmagal, ne boš vedel z glave. Ne, pa. Preveč jih je bilo, ali kaj? Da bi se Ma spomnil. ne, se to, če bi bili samo 4, ne bi vedel, verjetno, tako da ne vem. Ni bilo dosti, ko sem zmagal, verjetno, ma. Statistike je kar nekaj, no tam na Itri sem gledal, imaš krepko čez 800 točk, to, kaj spremljaš, no, ker tam nekje... Ja, za te točke sem zvedel, v bistvu lih tako letos, ja, da obstajajo. Na določenih tekmah, ne, ti podarijo štartnino, če imaš več, kot recimo 800 in tako točk. Tako da, recimo, A ja, to je res, ja. To je res. v tujini, pri nas, mogoče se to splača spremljati, no, pa še neorček na ta način dobiš noter, posebej, ker ti imaš res dobre točke, no, mislim, da 834 nekaj tazga in to je slovenske razmere, jih je malo pred tabo, no, bom rekel, in vem, da še na K24, pomislim, da za moške nad 800 ponujajo ali so za ston ali štartnino in tako naprej, tako da le. To lep, če piše, kje koliko imaš točk, pa da ti dajo, ok, to sam zagrab. To poberi, zakaj pa ne, no. Vsak evro prav pride, se ne brž tudi štartnine niso poceni, no, če smo že pri tem. Ja, itak. Sigurno, da če se mi kakšno štartnino, super je. Tako da, a imaš morda že kakšnega sponzorja, je te že kdo mogoče podprl? Ne še nič. Ja, bilo bi fajn nekaj Salamon, pa normal, bi bilo kar rad, ja. Kdor tole posluša, spoštovane, Tine Žižmont je človeku ime, je 2-kratni državni prvak, tako v 2 letih, v enem letu, kar je prišel na sceno, dobrem letu pa pol, je pobral 2 državna naslova, bil na evropskem, na svetovnem prvenstvu, Rab Copate,
rab tudi kaj drugega. Tako da rab kakšnega sponzorja, no, za božjo voljo, no, da morajo zmagovalci biti brez sponzorja takih tekov, tako da pozivam vse tam zunaj, dajte razširiti malo ime. To ime, Tine Žižmund, pa upam, da spodobal bi se v letu 26, no, da greš. Je kakšno evropsko prvenstvo in na veliki planini še kakšno drugo tekmovanje, veliko? Nisem še naredil prav nekaj načrta za naslednje leto, tako da ne vem še nič. Kje boš za novo leto? Kje bo za novo leto, Tine? Novo leto, ja ne vem, upam, da v kakšnih hribih, ne. Tudi jaz bi šel. Mislim, si bil že kdaj za novo leto v hribih? Ja? Ja, mislim, večinoma vsak ponavadi grem na sabat in če ni druge za novo leto. In če je lepo vreme, če je jasno, pol gledaš lučke od zgori dol, ne? Tako. Se pravi, rajš imaš kot ljubljanske lučke, imaš lučke Gorice Solkana iz Sabotina, kako? Ja, ali pa tudi, če ni luč, ko si kakšen na višjem hribu, še boljši. Ja. Zdaj si mi dal idejo, pa gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalcem tudi, lejte, letos, za razliko od preteklih let, ne pejte v gužvo, ne, za silvestrski večer, za noč, pejte nekam v hrib, držimo pesti, da bo jasno, lepo vreme, v ruzek si dejte tisto flašo penine, če že morate, pa hop na Jurija, pa pol, saj na Jurija, no, pa boste dol gledali, pa bo precej lepš, no, jaz lahko to potrdim. Najbrž piješ alkohol ali si bolj asket, kdo zadevno si? Ne pijem alkohola, ne. Sploh ne spiješ nobenega piva, nobenega kozarca vina, ne. Ne. Ja, to zdaj veste, kje je recept. Nehite piti, pa boste dobri. Ne majte, kaj pa rad poješ, recimo, kaj je tvoja priljubljena hrana? Ma ja, ne vem, kar je, ne. Vse ne vem, pašte. Ko te bodo vzelo roke še fizioterapeuti, pa prehranski strokovnjaki, pa boš se tam prvak, ne dvomim. Ja, tako da, Tine Žižmund, jaz se ti bom zahvalil za tale simpatičen pogovor. Jaz sem prepričan, da sem govoril z bodočo zvezdo svetovnega formata, no, tako da čestitam ti za vse naslove, pa za naziv pač najboljšega trail tekača leta. Izvrstno, zdaj mislim, da pa cela slovenska scena že ve, ja, ko vidi tvoje ime, za koga gre, pa da si nevaren, zdaj ostajaš najbrž v teh razdaljah, ker si zdaj tekel, v kratkih trailih, ja, maratonih, zdaj enkrat, če ne greš na daljše, ampak si pa vedno bolj konkurenčen, tudi širše, tako da lej. Hvala za tvoj čas, za zabaven pogovor. Super. Ja, hvala vam. Ja. Težite čim več, ne? Slišali ste, spoštovana publika, in da s Tinetom se poslata, vi pa pojte teč, kratek dan je, ampak tudi zvečer je lepo. Tine, lepo zdrav v Ljubljano, upam, da se naslednje let vidva na kakšni dirki. Srečno. Ja, srečno.